in lep pozdrav v nedeljskem navdihu. Za tiste, ki se boste pridružili kasneje, naj povem, da bo danes zelo zanimivo. Komentirajte, všečkajte, zato ker potem to pomaga, da vidi to več ljudi, ker danes bom govorila o intuiciji in pa o tem, kaj nas čaka zdaj energetsko v prihodnjih dneh. In bomo šli zdaj kar na glavno temo, in sicer srečno novo leto! Namreč danes je zadnji dan astrološkega koledarja, da tako rečem, ker jutri, ko sonce stopi v Ovna, se začne astrološko novo leto. Tako da smo na nek način v enem takem novoletnem vzdušju, ko se en cikel zaključi na energetskem, astrološkem nivoju in se odpre nov cikel. Vas povabim, da na nek način malo tudi vi si dovolite praznovati tole astrološko novo leto. Jaz sem si v bistvu dala takle malo oranžno rumen šal, tako malo ognjen, ker vstopamo v Ovna, v ovnovsko energijo, ki je pa ogenj. V tem tednu se bojo te ognjene energije kar močno poznale, sploh zato, ker jutri, se pravi, sonce stopi v Ovna, v torek imamo pa že mlaj v Ovnu, se pravi luna tudi v Ovnu, in potem se stvari samo še stopnjujejo. V aprilu bomo imeli začetek aprila, 6. aprila, polno luno v Tehtnici in pa potem bomo imeli še en mlaj konc aprila oziroma 19. aprila spet v Ovnu, ki bo pa tudi mrk. Tako da te ovnovske energije letos so podprte še s to lunino energijo, tako da je kar veliko ognja. In če se spomnite prejšnji teden, ko sem govorila tudi o energijah marca in da je tako kot ena izstrelitev rakete, ki je od začetka sam veliko enega dima in hrupa, no zdaj je pa tisti, ki gremo pa lift off, ko se pa ta raketa, ki se izstreljuje, začne dvigati in že vidimo ta ogenj. Se pravi tisti, ki gori, in kar se bo zgodilo v četrtek, potem je pa, da Pluton vstopi v Vodnarja. Vodnar je pa zrak. Zdaj pa, kaj dobimo, ko damo zrak pa ogenj skupaj? Zelo veliko enega izgorevanja, zelo veliko enega ognja, transformacijo. In zakaj je ta prestop Plutona v Vodnarja toliko pomemben? Zato, ker je bil Pluton zdaj v Kozorogu od leta 2008, se pravi kar precej dolg, Pluton ima zelo te dolge dobe in bo zdaj, se pravi, od tega tedna, konca tedna, pa nekje tam do junija bo v Vodnarju, potem bo šel pa retrogradno in se bo vrnil nazaj v Kozoroga in bo šel potem pred konc leta spet malo v Vodnarje, pa spet nazaj v Kozoroga, dokler ne bo v drugi polovici leta 2024 res prestopil v Vodnarja in tam ostal skoraj 20 let. Tako da gre za res eno novo obdobje. Pluton je pa ta energija, kolektivna energija, transformacija, moč, ki je ta Feniks, ki zgori in se na novo rodi, se pravi, se morajo stvari zgoreti, morajo umreti in se potem na novo roditi. In to je, se pravi, transformacija je Pluton in pa moč. In če damo to v bistvu skupaj s temi srčnimi vrednotami Vodnarja, s tem kolektivnim, bo zelo izrazito to, čemu bomo kot človeštvo dali prednost? Ljubezni pomoči ali moči ljubezni? Se pravi, ali bo moč ljubezni tista, ki jo bomo vzeli za tisto glavno vrednoto, ki nas bo potem vodila še naprej, ali bomo to ljubezen pomoči gojili še naprej in doživljali še naprej stvari, ki jih doživljamo že zdaj, pa nam niso všeč. Se pravi, Pluton zelo je tisti planet, ki
kaže na to, kakšno je vladanje, dajmo tako reči, na svetu in povsod. Tako da tukaj se bojo zelo te stvari kresale, hkrati pa, ker bo v vodnarju, bojo pa to nove ideje, bojo pa to v bistvu vizije za prihodnost in tako dalje. Tako da tukaj imamo res začetek nečesa novega v tem tednu, z vso to ovnovsko energijo, z novimi začetki, se pravi še z mlajem zraven, tako da ta ogenj novih začetkov je fajn izkoristiti. Zato vam to govorim, ker če ste imeli v načrtu kaj začeti, če boste opazili, da se vam neke nove možnosti odpirajo, to ne bo samo kratkoročno, ampak bo na dolgi rok. Tako da, če imate kakšno tako stvar, dajte zdaj malo v višjo prestavo pa nekaj narediti, tudi če ne veste kam, tudi če ne zaupate, bistveno je, da s temi energijami lahko naredite en potisk naprej. Tako da tukaj je zelo fajn, da veste, da je to in da tudi, če bo kdo okrog vas začenjal nekaj novega, dajte biti pozorni, pa ne ga preveč uvirati. Vemo, da imamo Slovenci to navado, da povemo vsakmu, ki začenja nekaj novega, zakaj vsemu to ne bo ratalo. Bodite zavestni pri sebi in pri drugih tudi, da ste res v tem, dopuščam možnost, naj ti rata, dajmo te stare vzorce, ki jih imamo od prednikov v kolektivnem, dajmo to malo drugače. In ne samo zdaj vi, ki to gledate, pa te, ki boste gledali posnetek, dajte to malo namigati tudi ljudem okrog vas. Ker bistvo duhovne rasti in osebnega razvoja je, da smo zgled drugim, da smo v navdih drugim. In to je tisto, kar je potem ona stvar, ki začne pol med ljudmi krožiti in to potem spreminja kolektivno zavest in te skupne vrednote, skupni način delovanja. Tako da vsak med vami je pomemben pri teh prehodih. Zato, ker vsak lahko nekaj naredi v tistem svojem okolju, v tistih svojih danih možnostih in samo na ta način pride do večjih sprememb potem. Seveda pa vsa ta ognjena energija lahko pomeni, sploh ker je to, se pravi, vladar ovna je Mars, akcija, ampak v tistih še nepredelanih nizkih vibracijah je pa to lahko konflikt, je pa to lahko jeza, so pa to lahko izbruhi, je to bruta forca, energija, ki gazi vse pred sabo, in oven v svoji nizki vibraciji je ego, je jaz, pa samo mene zanima. In to nas bo na nek način spomnila tudi polna luna, ki bo v začetku aprila, ki bo pa v tehtnici. Tehtnica je pa ravnovesje. Je pa balans, je pa iskanje kompromisov, je pa iskanje nekih drugačnih rešitev, ki pomagajo, da smo vsi zadovoljni. Tako da odnos in ta oven tehtnica, je to moji interesi in pa interesi drugih in kako to uskladiti. Tako da 6. aprila bo spet Moon Lodge, imeli smo v marcu 1. z esencami bogin, na vsako polno luno bojo zdaj te meditativne delavnice, dajmo tako temu reči. Tako da 6. aprila si dajte zacahnati v koledarju, boste lepo vabljeni, ker bomo aktivirali določene svetlobne kode in pa energije, ki so povezane z, se pravi, odnosi. Partnerskimi, poslovnimi, kakorkoli, kako mi sebe dojemamo v odnosu do drugih. Kje sebe držimo nazaj, samo zato, da bo mir. Mi imamo to, spet Slovenci imamo to, zaljubi mir, potrpeti pa sebe, dati na drugi tir, to imamo kar močno. In kje je tisto ravnovesje, da ne rečemo, sem sebičen, pa samo na svoje gledam, ampak da rečemo, ne, to sem jaz, to so moje meje, tukaj sem pripravljen sklepati kompromise, tukaj pa ne.
To in kako bomo te energije potem tudi sharmonizirali in uskladili in kaj to zares pomeni, to bomo delali 6. aprila na delavnici Moon Lodge oziroma meditativna delavnica, se lepo sliši. Je pa še ena stvar zelo, seveda pa vsem tem pomembna, to pa je intuicija, tema današnjega navdiha. To je večna tema. Intuicija je ena tema, se mi zdi, ki je skozi aktualna. Zakaj? Zato, ker večina ljudi ne zaupa sebi. In s tem, ker ne zaupajo sebi, ker se ne poslušajo, se ne slišijo, tudi če dobijo informacijo, ne upoštevajo. In intuicija je pravzaprav ta naš notranji glas, notranji občutek, notranji kompas, zavest našega višjega jaza, naše duše, ki nas usmerja, ali pa se trudi, da bi nas usmerjala, tja, kamor je za nas najboljše. Seveda pa mi prevečkrat mislimo, da moramo iti nekam, kjer mislimo, da je za nas najboljše, ni pa nujno, da je to za nas najboljše. In zato velikokrat potem ne prisluhnemo temu notranjemu glasu, ki pravi, pa ne, no, te petraj desno. Ne, pa čakaj, jaz moram iti levo. Intuicija je zelo enostavna, pa hkrati zelo kompleksna, tako kot so vse stvari. In tudi na različnih nivojih različno prejemamo sporočila intuicije in vsi jih prejemamo in vsi jih prejemate. Vprašanje je samo, koliko jih upoštevate. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste neki dobili intuitivni preblisk, pa ste rekli, ne, pa sej, to pa že ne, pa ne bom. Pa se je pa nekaj zgodilo, pa ste rekli, joj, pa še rekla sem, ali pa še vedela sem, pa še hotla sem, pa imela sem ta občutek, pa se nisem poslušala. Jaz mislim, da ga ni človeka na svetu, ki se mu to še ne bi zgodilo. In ta glas je intuicija. In ko sem jaz to ugotovila, pa je to lahko nekaj čist tako simpel, zdajle aprila bo to aktualno, tako da aprila boste po moje lahko to prav vadili. Vzem marelo, se ne dežuje, pa se ne bo dežvali. In pol seveda dežuje. Joj, pa še hotla sem vzeti marelo. In to je bil en tak trigger, ki je meni pred 20 leti tako dal misliti in se rekla, ok, se pravi, moram sama sebe ujeti, kdaj zatrem tisto misel pred tisto prvo mislijo. Oziroma, kdaj s svojimi mislimi zatrem intuicijo. In sem začela to opazovati. In ko sem začela to opazovati, sem začela to lahko ujeta, da sem sama sebe ujela, kaj je bil intuitivni preblisk, da je tole, ali pa da je ono, ali pa ne to, pa sem pol začela, pa ne bom, čakaj. Kaj je bilo ono prvo? Aha, ok, vzamem marelo. Evo, dež je, pa ni kazalo na to, pa sem sama sebe poslušala. To je zelo preprost primer, ampak tako deluje intuicija. Včasih za zelo preproste stvari. In če jo za zelo preproste stvari ne poslušamo, potem je zelo majhna ali pa manjša verjetnost, da jo bomo poslušali takrat, ko pridejo velike stvari. Tako da veliko ljudi hoče imeti, da se odpre nebo, da se pokaže roka s kladivom in kreste po glavi, pa še bojo rekli, ne vem, če je to dosti. Mi hočemo neke velike dogodke, neke velike zadeve, nekaj, kar nam bo zelo, zelo jasno, to je pa zdaj sigurno intuicija. Te stvari so proces spet, ne gre z danes na jutra. In tudi če greste k nekomu pa reče, vam bom prečistil kanale, pa bo več intuicije prišlo, če jo niste navajeni poslušati, tudi če jo bo več, je treba vzpostaviti navado upoštevanja te intuicije. Pa še ena stvar je, intuicija na različnih nivojih deluje različno.
In skozi moje raziskovanje, zdaj ni to seveda edina razlaga, ampak skozi moje raziskovanje sem jaz odkrila, da so 3 glavne intuicije, oziroma 3 glavni intuitivni kanali. Ena je ta naša telesna intuicija, v angleščini se reče gut feeling, ta občutek v drobovju. Mi to sicer poznamo, ta prevod, ampak ga ne uporabljamo najbolj. Ta občutek v drobovju, nekaj, ki ti reče, nekaj, ki ne znaš niti pojmenovati, in intuicije največkrat ne znate ali pa ne znamo glih pojmenovati, je samo feeling, je samo občutek, nekaj, ki ne štima ali pa nekaj, ki je Se pravi, te občutki, ki so znotraj nas, v glavnem v trebuhu velikrat, Tukaj smo zelo senzitivni, zelo občutljivi in tukaj je ta telesna intuicija tudi najmočnejša. In ta je največkrat je ja, ne, zelo tako, ni nekih velikih filozofiranj, elaboratov, navodil, je samo to ali pa to, ali pa ta neki minštima, ne vem kaj, tako da ne morete ravno z veliko besedami to opisati, gre bolj res za ta feeling. Tako da to je prva intuicija, prva telesna intuicija. Potem je ta naša srčna intuicija. Srčna intuicija nam govori skozi čustva. Srčna intuicija nam govori skozi te občutke srca, skozi to, ko govorimo, dajte slediti srcu, pa kaj čutiš, pa kaj znotraj tebe, kdaj ti srce zaigra, kdaj ti srce zapoje, kdaj se srce zapre in zakrči. Se pravi, ta del je že malo lažje ga je tudi opisati. Zato, ker za ta del imamo malo več besed na voljo, lahko reči, so že neke določene podobe, malo več teh občutkov. In ena zelo zanimiva informacija je, da ko so raziskovali ta HeartMath Institute, ne vem, če ste slišali, oni zelo preučujejo to elektromagnetno polje srca, so ugotovili, da srce in možgani skozi komunicirajo. Se pravi, da med možgani in med našim srcem, čist fizičnim srcem, skozi poteka neka komunikacija. Ampak kar je bilo najbolj zanimivo, je, da so ugotovili, da več informacij gre od srca v možgane kot obratno. Se pravi, srce skozi sporoča našim možganom nekaj. Zdaj, a naši možgani to registrirajo ali ne, je pa druga stvar. In srce tudi nosi spomine. Okoli srca, če malo pomislite, imamo ogromno enih izrazov oziroma kaj se dogaja s srcem. In obstaja ogromno pričevanj ljudi, ki so imeli recimo presaditev srca, da ko so dobili novo srce, so se jim začeli pojavljati novi spomini, ki jih prej niso imeli. In tisti, ki so raziskovali, so ugotovili, da so dejansko imeli spomine tiste osebe, od katere so dobili srce. Tako da srce ima tudi svoj spomin, ima svoj, da bomo reči to narekovaju, razmišljanje, ki nam govori. Ne rečemo za brez veze, kaj ti govori tvoje srce. Prisluhni srcu. To imamo v sebi. Ampak spet, naučili smo se, da to ni najboljši kanal za poslušati, da se srce moti, da cel kup enih omejitev smo dali svojemu lastnemu srcu in potem, ko nam nekaj spregovori, spet mu ne zaupamo. No, potem je pa še ta intuicija tretjega očesa oziroma višjega jasa, ki pride pač prav skozi tretje oko. Ta je pa tista, ki jo pa še nekako najlažje ubesedimo, zato ker so to neki koncepti. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste dobili neko idejo, se pravi, ideja je prišla, tako v sekundi je prišla ideja in potem, ko ste začeli to raziskovati in te informacije razpletati, ste ugotovili, da je zelo kompleksna, da še vsebuje to, pa da so med sabo povezave. No, to je pa ta intuicija tretjega očesa, ki je pa še najbolj podobna mislim. To so tiste kreativne ideje, ki jih dobimo. In največkrat tej še najbolj zaupamo.
Zato, ker je najbližje mentalu in jo mental lahko razloži in tudi lažje razume, je na nek način, ima neko logiko, neke povezave, na katere mi sami od sebe ne bi pomislili. Tako da ta intuicija tretjega očesa oziroma višjega jaza je našim možganom, našemu načinu razmišljanja še najbližje. Zato največkrat ljudje pričakujejo, da bo to intuicijo vedno dobili in vedno na enak način. Zdaj, osnovna predpostavka pri intuiciji je, da v bistvu ni logična. Kadar mi dobimo nekaj intuitivnega, naš razum tega še ne zmore umestiti v informacije, ki jih ima, in je zato največkrat nelogična. Hkrati je to dokaz, da je to intuicija. Malo se hecno sliši mogoče, ampak ta nelogičnost izvira iz tega, da naši možgani zares nimajo vseh informacij in potem mi dobimo intuitivno neko dodatno razlago, neko novo informacijo, ki je s tem znanjem, ki ga mi imamo, še ni logična. To je tako kot nekdo, ki nekaj napove, da se bo zgodilo, pa nam ni jasno, pol pa, ko se zgodi, je pa, ja, to je bilo to, ja, zdaj pa jasno, zdaj pa logično. Zato, ker sam naš ne zna se v bistvu spomniti nič novega, je zgolj zbiralec informacij. To je tako kot Google. V Google, če nekaj poiščete, vam bo dal samo tisto, kar obstaja. Ne more vam dati Google neke nove informacije, ki jo nekdo nekje na svetu še ni vpisal v neko spletno stran, blog, socialno omrežje ali nekaj. Se pravi, intuicija je pa tista, ki pa prinese eno čist novo informacijo, ki jo ta Google še ne pozna. In potem Google reče, ja ne, ta zadetek ni logičen, je z nekega drugega kanala, ki ga mogoče Google sploh ne zna prebrati. In to so naši možgani, so tako kot in Google. Sam zbirajo informacije, ki so na voljo. Nove informacije morajo pa od nekje drugje priti. In te nove informacije pridejo skozi intuitivne kanale. Tako da, kadar želite res razviti intuicijo, in to je proces. To je proces razvijanja, se pravi, poslušanja sebe in zaupanja v to, kar dobite. So nas pa tokrat v preteklosti zatrli v tem, ali pa sploh recimo otroci, bom tako rekla, otroci so zelo intuitivni. Ampak odrasli jih pa pol pokvarimo. Otrok čuti, da nekaj ni v redu. Pa reče, kaj je narobe? In potem tisti odrasli okoli reče, ne, vse v redu. Kaj je signal otroku? Tvoj občutek ni bil pravilen. In otrok v bistvu vidi, čakaj, jaz čutim, da je nekaj narobe, sprav, intuitivno ve, ampak odrasli se mu pa smehljajo, pa govorijo, ne, vse je v redu, nič ni narobe. In potem s časoma je to, dobro, pa jaz nimam prav, odrasli imajo vedno prav, ko smo otroci, pa odrasli imajo prav, jaz nimam prav. In to se vleče v odraslo dobo, kjer dobimo občutek, pa rečemo, saj ni prav, saj nam ni noben od zunaj potrdil. To je težava, zakaj intuicijo premalkrat ljudje poslušamo. In pa seveda, ena stvar je še, v današnjem svetu je toliko zunanjih dražljajev, toliko zunanjih informacij, toliko zunanjih motilcev, da zelo težko slišimo svoj notranji glas. Za začetek moramo najprej vsaj oči zapreti, da izklopimo zunanji svet. Mi pa mislimo, da bomo pri odprtih očeh, pri vseh motilcih, se bo odprlo nebo z roko, ki bo imela kladivo in nas bo kreslilo po glavi.
Včasih pa majčkeno preveč pričakujemo od tega, kako naj bi intuicija prišla do nas. Dajte res vsak dan vaditi. Dajte si vzeti minutko, dve, zapreti oči, pogledati svoje občutke, kaj čutim v telesu, kako sem s čustvi, katere misli se mi podijo po glavi. V angleščini je tako fajn check-in, se pravi, preveri znotraj. Dajte to notranje preverjanje večkrat na dan narediti, zato da se uglasite na svoje občutke, da se uglasite na svoje telo, da se uglasite na to, kaj zaznavate znotraj sebe. In s tem to že krepite. In ko boste to krepili, bo postajalo čedalje močnejše in bo tudi takrat, ko bo nekaj pomembnega prišlo, evo, tole. O intuiciji seveda se da govoriti dolgo časa, ampak če ne delate, če ne opazujete, če ne trenirate tega, potem vam vse besede tega sveta ne bojo pomagale do tega, da bi bila vaša intuicija boljša. Zdaj pa še ena stvar. Ta trening se v resnici nikoli ne konča. Tudi jaz še vedno kdaj preslišam kakšno stvar ali pa rečem, ne, pa me potem kasneje, saj si vedela. Tako da to ni nekaj, kar bo prišlo do točke, kjer bomo lahko, ali pa je. Nehajmo se omejevati, oziroma nočem omejevati, ampak zelo težko, da pridemo do tega, da bo zmeri 100%, sploh v svetu, v kakršnem živimo. Tako da vedno je možno nekaj izboljšati, vedno je možno še boljše. Ne se preveč obremenjevati oziroma kritizirati, boljša beseda, ne se preveč kritizirati, kadar intuicije niste poslušali, ampak dajte raj reči, tako je bilo čutiti. Dajte jeti v tisto točko, ko ste nekaj intuitivno začutili, kako ste pol to sami sebi skenslali, in ko ugotovite, spet sem to naredila, jeti nazaj v uno pa reči, kaj je bilo takrat, una misel je bila, občutek je bil, pa sem pa to pomislila. Se pravi, naslednjič, ko se mi to zgodi, se moram ujeti, pa si reči, ne, čakaj, najprej je občutek, ki je intuicija, ki ga zadnjič nisem poslušala, pol pride misel, to misel moram skenslati, tega ne smem poslušati, pa moram slediti tisti intuiciji. Jaz rečem za nalašč. Seveda pa pomaga, da imate nekoga, ki vam tudi kakšne stvari pokaže, pove. Jaz zelo rada, sploh na dogodkih v živo, delam na ta način, da vas skozi opozarjam, dajte se poslušati, dajte začutiti, dajte pogledati, kakšna je razlika. Se pravi, recimo, ko smo delali marca, ko smo imeli Moon Lodge z boginjami esenci, smo šli po čakrah, sem pri vsaki čakri skoraj ali pa vsak nivo više, ko smo šli, se rekla, dajte zdaj pomisliti, kako ste se pa prej počutili. Ali pa dajte pa zdaj pogledati, kako zdaj zaznavate okolico, pa kako ste jo prej zaznavali. Tako da pomagam, da greste skozi ta proces, da prepoznate te razlike. In tudi zdaj, ko bomo imeli 6. aprila Moon Lodge, bomo delali na enak način, tudi z energijami, zaznavanjem sebe v odnosih, z energetskim poljem bomo delali, ene vaje bomo potegnili iz tistih delavnic, ki sem jih včasih delala za avtentično partnerstvo, tako da to bo sigurno ena pomoč tudi potem naprej, ko boste v aprilu se soočali v odnosih z raznimi eksplozijami drugih ljudi, sploh tistih, ki mogoče še niso prišli do točke, kjer bi se zavedali tega, kaj se dogaja v njihovem energetskem polju, in pa seveda potem na tečaju 21. do 23. aprila na Rakitni. Tam bomo pa itak cel vikend v teh energijah prepoznavanja, spoznavanja, zaupanja sebi, ko vam bom jaz dala esence, pa vam ne bom povedala, kjera roža je, pa ne bom vam povedala, kjera esenca je.
ampak boste šli čist v zaznavanje tega, kaj vi čutite, kako vi zaznavate, kako čutite, pa bomo pa podelili. In to je najboljši del tega tečaja v živo. In to smo že delali, ko sem dejansko dala esenco, za katero nisem povedala, kaj je vsem udeležencem, kaj so začutili, so zapisali in pa so ugotovili, da so vsi isto čutili. In pa sem še jaz dala opis esence na PowerPoint in so bile točno tiste ključne besede ali pa tiste stvari, ki so jih začutili. In ko greste skozi to, v bistvu tudi gradite to zaupanje, da dobite prave informacije, da so to ta prave informacije in se krepi tudi intuicija. Zdaj se je pa moje grlo malo utrudilo, tako da mislim, da je čas, da zaključim tale navdih za danes. Vabljeni, se pravi, tudi k preverjanju sebe večkrat na dan, kje ste, kako ste, bodite pozorni, bodite zavestni in bodite navdih vsem okrog vas. Tako da lepo se imejte in se vidimo spet naslednjo nedeljo ob 8. na istem kanalu.